Ja, tako da tole bo malo bolj praktično, pa malo bolj tudi faktografsko, zaradi tega, ker bom govoril o nečem, ki je pač bolj obskurna zadeva. Aha, če kje gledam? Če sem res najbolj se te stvari. Še z nekaj časa razložil. Skratka, moj prispevek je improvizacijska komika onkraj poenotenja na najnižjih skupnih imenovalcih, praksa Maje Dekleva Lapajne. Tako da najprej bom šel sploh, kaj je improvizacijsko gledališče, oziroma v tem kontekstu improvizacijsko gledališče. Tukaj se bom navezoval na knjigo Sonja Vilič, Collective Improvisation. In se pravi, da grem v to, se pravi, obstaja seveda več različnih improvizacijskih praks, seveda od sodobno plesne improvizacije. V gledališču tudi recimo Praška šola, ki pri nas recimo sta bila Nataša Burger in je še Kajetan Čop, ampak v tem kontekstu govorimo recimo neki te anglosaški oziroma anglofoni improvizaciji, kot se pojavi po drugi svetovni vojni, oziroma malo že prej v Britaniji, ZDA in potem tudi v Kanadi, z Viola Spolin, Dan Clausen in Keaton Johnstonom. Se pravi, v osnovi gre za kolektivno gledališko improvizacijo, se pravi, za razliko recimo Praške šole, ki je bolj nekako malo psihodrama, zelo notranje, zelo mono. Govorimo tukaj o kolektivnem delu. In zelo tako posplošeno bom rekel, da se dostikrat navezuje na mimetični realizem oziroma na televizijske formate, se pravi, da imamo opravka z liki, s prizori, en igralec je en lik in tako naprej. Ok, zdaj pa gremo čisto malo v zgodovino. Se pravi, en kontekst je tudi v bistvu upor mladih proti okosteneli po vojni britanski oziroma ameriški družbi. Po drugi svetovni vojni imajo tudi vezan, kakor bom bolj omenil, na cenzuro, se pravi na to, da je bilo težko neko živo stvar kar dati direkt na oder in je v tem smislu bila improvizacija subverzivna. Začetke pa lahko iščemo v programu Works Progress Administration, ki ga je leta 1935 zagnal ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt, ki je bil del drugega paketa New Deala. In znotraj tega so se izvajali umetniški in izobraževalni projekti in Viola Spolin je med letoma 1939 in 1941 v revnih čikaških četrtih poučevala gledališče. Izhajala je iz metod svoje učiteljice Neve Boyd, ki je pač učila otroke socialnih veščin, govornih veščin, se pravi, govorimo o nekih deprivilegiranih četrtih in tako naprej. Razvijala, se pravi, Viola Spolin uporabo iger, ljudskih plesov, pripovedovanja, gledališča. Občutila je, da imajo otroci nek strah pred zavrnitvijo in v bistvu zaradi tega je potem gledališka igra oziroma neka spontanost, ki ne bi to blokirala. Zanimivo je meni osebno bilo, da Viola Spolin govori o temu, da ti je nerodno pred vrstniki, se pravi nek ameriški kontekst, medtem ko Kit Johnston kot Britanec govori o tem, da narediš nekaj, kar ne bi smel, se pravi nek diktat vzgodi, ne po vrstnikov, se pravi nek britanski kontekst. Se pravi, znotraj teh praks naj bi igralcev zavestil svoj odnos do prostora, predmetov v njem in soigralcem in zgodba naj vznikne šele iz delovanja v tu in zdaj. Ključna metoda Viole Spolin je sledi sledečim oziroma follow the follower, se pravi, da stalno poslušaš, kaj drugi počnejo, oziroma potem pridejo še, recimo, prvi je drugi, oziroma, ne, drugi je prvi,
Grega, ti veš. Drugi je prvi in pa seveda pač ta pravila, recimo ne reči ne, ampak je da in tako naprej. Se pravi kolektivna gradnja, oziroma potem Keith Johnston reče, da je odlični improvizator kot človek, ki hodi v eno smer, gleda pa nazaj, se pravi sestavlja, povezuje, posluša ostale. Zdaj pa tako, zadeva se rada zanimiva, leta 1955 sta David Shepard in Paul Seals, sin Viole Spolin, ustanovila študentsko gledališče The Compass Theatre. In zdaj ideja je bila, da bi ona dva, se pravi, da bi nadaljevala tradicijo Chicaga iz 30 let, ko je delovalo družbeno angažirano delovsko gledališče po evropskih zgledih in sicer, ko so imeli format tako imenovanega živega časopisa, se pravi, da so prizorili neke aktualne politične teme in tako naprej. Ne? In oni so hoteli v bistvu izhajati iz potreb skupnosti, zato je bil pač The Compass Theatre, se pravi, kompas ne bi nagovarjal skupnosti, iz katere je izhajal in je kot kompas kazal, pač, kje ta skupnost je in kam ne gre. Ne? Težava pa pač, kot govori Sonja Vilč, je pa v tem, da v 50 letih je bil pa Chicago nekaj drugega kot v 30. Se pravi, namesto, da bi imeli neko delavsko situacijo, je imela Chicaška univerza nizke sprejemne pogoje in zato je v bistvu rato center subkulture, bitnikov, hipijev in tako naprej. In potem so v bistvu prišli pač srednji razred. Ne? In v bistvu se je tako dogajalo, da na začetku se pravi, je Compass Theatre imel recimo najprej študente zelo različnih smeri, ki so prenašali zelo različne teme in je bilo živo. Potem je pa prihajalo vedno bolj do v bistvu popularizacije tega medija in vedno bolj do tega, da so prišli recimo noter študentje igre, ne pa ne vem, antropologije ali pa biologije ali pa ne vem kaj. In tehnično je potem bila improvizacija boljša, ampak hkrati nekako bolj obča, splošna, nespecifična, ne več odživa. In v bistvu potem se Compass Theatre se razpusti leta 1958, potem pa Sears ustanovi The Second City, ki še vedno deluje, kjer je pa cilj preživeti od prodaje kart in pač kavarna Bodro oziroma šanka. In se pravi, tukaj imamo v bistvu to neko osnovno dilemo med živeti od, se pravi, nagovarjati skupnost ali pa nagovarjati kako bi temu rekel, potrošnike, ne, na nek način, ne, smo v neki drugačni situaciji. Mimo grede, The Second City, se pravi, ta tip improvizacije boste poznali po skečih tipa Saturday Night Live, ali pa recimo Stephen Colbert iz te šole in tako naprej. No, se pravi, tukaj je v bistvu ta neka osnovna dilema, ker takoj v bistvu, ko se ti odločiš nagovarjati blagajno na nek način, je prihajalo do tega, da prvič so že začeli vnaprej pisati skeče, pa tudi, da so začeli v bistvu se nanašati na neke splošne, nekaj, kar so oni že pričakovali, da bo smešno, nekaj, kar so že pričakovali, da bo ljudem všeč. Kar pomeni, da se že takoj omejiš iz nečesa, kar te zadeva kot človeka v družbi, v neke stvari, ki lebdijo, se pravi, da potem ratajo zadeve vprašanje nekih preferenc, kanona ali pa karkoli je pač ta nek, kaj so te najširše prepoznavni, najnižji skupni imenovalci v družbi, oziroma v dotični publiki, ki jo pač nagovarjaš. Tukaj bi po zgodovini sam še omenil, da je potem v to skupino prišel Del Close, ki je v 60 letih v San Francisco imel skupino The Committee in osnoval prvo to dolgometražno obliko Harold, kar je pač v bistvu mi je zanimivo, da je imel tudi ta pač hipi duh, da bi iz te, se pravi, dolgometražna pomeni, da se dela eno zgodbo, se pravi, da čez prizore, na koncu bo ena celovita zgodba, približno, da bi on s tem, da bi duh skupnosti nekako spontano vzniknil čez improvizacijo. Ok, zdaj pa gremo v tole hecno sliko, tako da to se je v bistvu zgodilo, ko sem jaz tam nekje leta 2012-2013 prišel nazaj v improvizijsko gledališče in opazil, da sem v neki drugi strukturi. Namreč svoje čase se pravi, včasih sem bil bolj v tem, ne? Zdaj sem izgubil, pa sem pa najdel tole. Zdaj pa, da razložimo tele modrijanove skice.
ker v bistvu to tudi širi moje razmišljanje o gledališču tudi v drugih pristopih in žanrih, ampak izhaja iz gledališke improvizacije. In se pravi, ko se spomnim pač mojih, ne vem, tam študentskih let, sem hodil na improligo in sem imel ta občutek. Se pravi, imamo publiko, nastopajoče in četrta stena vmes. Zdaj, tudi v improvizaciji četrta stena ravno v smislu ali tega, da jaz hočem biti smešen, se pravi, da probam delati nek vtis, ki se v bistvu pogledi na tej črti, ne? Se pravi, joj, koliko jaz hitro prihajam s predlogi, joj, koliko delam dobre fore, ali pa seveda to, da vnaprej hočem predvidevati, kaj bo ljudem smešno. Potem pridemo na pač neke te teme, o katerih se že drugi dan pogovarjamo in sicer te najnižji skupni imenovalci, oziroma zakaj potem to komike, ki je tipa smejati se nekomu vezano na spolne klišeje, nacionalne klišeje in pač klišeje. Ne? Kar je bilo pa pač potem meni zanimivo, da sem se pa znajdel v tem. Modrijančni se pravi, to pa imenujem tako, da skupaj, se pravi, tukaj je neka ločnica, tukaj pa v bistvu se oder konča šele za publiko na nek način. Se pravi, kaj se tukaj dogaja je, da sem bil na golem odru, da so bili bolj izkušeni improvizatorji, ki niso imeli več občutka se dokazati, pa v bistvu so bili šoleni na zelo isti način kot tisti, se pravi, približno isti umetniški pristopi, isti principi improvizacije. Razlika je bila pa ta, da je njih tudi zanima, kaj se bo zgodilo, da niso hoteli presenetiti publiko, hoteli so tudi presenetiti sebe. In kar se v bistvu s tem zgodi, je prvič, tako se ti zniža status, ne? Ker si v bistvu potem naenkrat si na skupnem potovanju. Ne? Nisi zdaj, jaz sem tak, kaj vem, jaz bom zdaj klej furil neke fore, ampak vse skupaj zanima, kaj pa bo zdaj. Ne? Okay. Ja, in potem tudi to razumem, se pravi, bolj to kot neko skupinsko situacijo, seveda, jasno. Ena stvar, ki je zanimiva, ko sem jo pa v bistvu srečal v uličnem gledališču, ki je temu zelo podobna, ko smo že omenili, da včasih se smejiš bolj tako, da podpiraš, se pravi, da ne se smejiš zato, ker ti je smešno, ampak da se smejiš zato, da signaliziraš, da si zraven. In tega je v bistvu v tem dost. Se pravi, to ni tisti, ko smo rekli ta glasen krohot, ki te preseneti, ampak stalno publika, pač v uličnem gledališču, tudi v impro gledališču, se bo kdaj smejala zato sam, da pove, skupaj smo. Ne, se pravi, štekam, kaj hočeš in gremo. Ena zanimiva zadeva je pa od Randyja Dixona koncept, ne vem, kako ima točno tam, ampak vprašanje očitnega, kar je pa spet nekako zanimivo. Se pravi, če mi govorimo, da se improvizatorji drugega poslušajo in da sledijo, se pravi, da ti poslušaš, kaj ti soigralci ponuja, ampak tudi poslušaš publiko, potem kar nekaj se pojavi očitnost, da včasih ne rabaš presenetati, ampak da se nekaj kar nastavi, da imaš občutek v predstavi, da ko se je improvizator nekaj domislil, kot da je bilo že položeno tja, kot da je publika že takoj vedela. Sem bil tudi v situaciji, da so praktično publika zaklicala na oder nared to, ne. Mislim, da je bilo pač to očitno. In zdaj je pač vprašanje, ne, kaj je zdaj s tem skupnim, če se glih rekel, da mi to ni všeč, ne? In meni se zdi, da pač v tej situaciji je vse, da jaz nekaj vnaprej predvidem. Tle pa to skupno nastane iz materijala. Ne? Se pravi, gre se za neko pomensko skupno, ki vznikne in ga potem vsi skupaj prepoznamo. Se pravi, čeprav je neko poenotenje na neki pomenski ravni, je še vedno ni v kontroli nobenega, no? Se pravi, je nekako vznikne. Okay. Ja, še tole bi dal tudi to, kar smo se menili včeraj pa danes. Ne? Sem razmišljal tudi o tej razliki, mogoče se ni čist ne prekriva dobesedno, ampak smejati se nekomu ali pa smejati se, laughing at pa laughing with, se pravi, smejati se z, smejati se nekomu, ne? Se pravi, mislim, ni nujno, ampak lahko implicira pač to ločnico, se pravi, razumem smeh oziroma humor kot vzpostavljanje distance. Zdaj, ta distanca je pač, kot ste omenila,
pred mano, je lahko distanca dominacije, se pravi, ti si čuden, jaz sedaj gor, ne? V temi je pa zanimiva, ja, to je taka neka kutica, jaz. V temi je pa zanimiva, ko se smejiš z, je tudi seveda, da se smejiš sebi. Če govorimo o skupnosti, pomeni, da se ali smejiš temu, kar se skupno dogaja vsem nam, se pravi, kle na odru, ali pa, da v bistvu se smejiš, ker prepoznaš nekaj, kar te zadeva, se pravi, recimo, ko te družbeno situacijo zadevajo vsak dan. Se pravi, ta smeh ti da v bistvu neko malo distanco od vsakdanje situacije. In to je v bistvu zdaj nastal na ta glavni del, ki je pač govor o delu Maje Dekleve Lapajne. Prosti samo, gledamo matništvo, ali lahko samo razložiš na tej skici, prosto, ki sem povedal, na tej desni strani, ki se pojavi ta nekaj zelenka strana. Ja, to je mišljeno kot prehod, to je tudi kot shadow, a veš, da je vmes, ne? A veš, primarne pa sekundarne barve. Modro in zeleno in rumeno zeleno, da. Ja, to je... Ob 6. zjutraj se mi je zdela dobra ideja, bom rekel. Pomislil sem, če so v tej coni, tisti, za kateri si rekel, da se so smejoči se podporno. Mislim, to je po moje zelo zanimivo vprašanje. Dosti tega recimo pri, zdaj malo off topic, ampak v uličnem gledališču sem jaz prav govoril z ljudmi, v uličnem gledališču ti moraš držati to steno, ker drugače bodo ljudje šli, ne? Ker pač pridejo, odidejo. In kar sem govoril recimo z enim žonglerjem, ki dela tudi Body Mind Center in en Šved, se pravi, on je rekel, da on ponavadi, da pride do tega, da poišče, se pravi, da vsi ti uličari zelo skenirajo publiko in ugotovi, kdo je dovzeten in pač fila bolj na tega, da se ostali nalezajo. Tako da je, so te, eni imajo tudi več teh krogov. Mislim, recimo, videti Cerkvenik Breno, ona, če pogledate njeno knjigo, o uličnem gledališču je tam, ona ima tam 7 krogcev. Sem malo pristop. Ok, se pravi, Maja Dekleva Lapajne, zdaj bom govoril o 3 predstavah, 200 v bistvu so avtorski. Se pravi, teater na Robo oziroma kolektiv na Robo je znotraj evropske pa tudi svetovne improvizacijske scene dosti znan po eksperimentiranju, ker v bistvu se izkaže, da večino evropske scene je delano po istih umetniških strategijah, imajo iste delavnice, iste pristope, to, kar sem pač omenil, sprav ta nek televizijski, dramski realizem, en igralec, en lik v enem prizori, zgodba in tako naprej. Kar seveda popolnoma ni nujno, da delaš improvizacijo na ta način. In klic je bil nekako, kakor sem razbral, nek prvi nastavek tega, kaj je potem Maja Dekleva Lapajne razvijala naprej. Tukaj je bila predstava skupaj z Sonjo Vilč. Specifike so pa naslednje. Mogoče pokazal slike. Tole so iz za Sonjo Vilč. Tele so pa bile lani, ko je mislim, da po 15 letih je zdaj predstava spet obujena. Tukaj pa Sonja Vilč zamenjala Alenka Marinič. Se pravi, kot vidite, so na odru telefonski imeniki. Specifika je pa v tem, se pravi, da Maja dela 2 zadeve in sicer prva je monologi. Se pravi, namesto tega, da bi bili dramski prizori, in za dramski prizor vedno rabiš več ljudi, da je v istem umetniškem diskurzu, v isti umetniški strategiji. Težko je, da je klon, pa igra pač, ne vem, pač Stanislavskega propa, malo je čudno, ne? Medtem, v tej je pa možno, se pravi, predstava zgleda tako,
igralki oziroma performerki odpreta imenik, bereta ženska imena, striktno ženska, in potem se poraja neka slika, ki jo najprej v bistvu utelesita, poiščeta, kako zavibrira, ampak vedno je, se pravi, kot monolog, in drugič je kot slika. Ponavadi pač ta druga igralka, Unita prvi, pač kakor je kdaj kera, dela support v obliki mogoče stranskih likov, mogoče kakšnega ozadja, mogoče celo malo dialoga, ampak vedno je v smislu nekaj zelo pogojno, bom rekel, izpovedi, bom to malo kasneje bolj specificiral. Ja, se to je to. Ok, zdaj pa gremo na dva projekta, kjer imam tega malo več. 5 minut. Skratka, en dober odvod teh principov mi je bil Our Lives Community, je bil evropski projekt, je bil Our Lives, ki je bil tipičen evropski projekt, se pravi, takrat je bilo 28 držav Evropske unije, projekt je imel 28 nastopajočih iz 28 držav, seveda. Po 4 projekte so z tega naredili, vsak je imel 7 nastopajočih, 3 performerke, 3 performerje, enega glasbenika plus režiserja, se pravi, Maja je vzela ta setup. In pač kar je bilo zanimivo je, da čeprav je bil zelo očiten setup pač EU projekta, je vseeno, če se že smejite, se pravi, setup je bil pa naslednji. Protokol je bil tako, da prvih 10 minut so se samo gibali in delali odrske slike in se povezovali na gibu z džibrišem, se pravi delali zvoke in tako naprej. Samo to ni bil abstraktni gib, ampak vedno geste, vedno živali, ljudje, se pravi nekaj se počne. Potem pa so imeli mikrofon in vsak je lahko vprašal druge, njemu na nekaj odgovorijo. Ker tema je bila pravzaprav ravno odnosi med državami, klišeji, se pravi, manj pristop, ki je bil že nekaj nakazan pred klico in se pa naprej razvija, je pristop, ki izhaja iz osebnega, ampak ne zasebnega. Se pravi, ti nisi privat, ti vedno že performiraš, ampak izhajaš iz svojega pač čisto osebnega vedenja. In tukaj tudi oni, ki je bil vsake z druge države, se ni rabo delati, da je zastopnik te države, kot da bi bil, ne vem, predsednik vlade ali pa delal doktorat ali pa imel neko sociološko znanje, ampak preprosto iz vsakdanjega življenja. Tako da tukaj je nekdo prosil za vprašanje, kakšno je spolna vzgoja v določeni državi. Tole je čebelica pa rožica, tukaj pa so malo bolj eksplicitne metode. Zdaj pa da pogledam, kaj vam ne smem do pametnega povedati. No, se pravi, kar je bilo meni pač zanimivo pri tem prostoru, ker se v bistvu pusti se, da se slika razvija nekaj časa. Pol iz tega rata pač absurd in potem so te iste ženske rojevale otroke, se pravi, potem so kakšni otroci ven padali. Se pravi, pusti, da se prizor kar traja in traja na ravni nekih slik, nekih besed, zelo redko dialogov. S tem pa tudi pridemo v neko drugačno konzumacijo smisla. Se pravi, kar sem dostikrat opazil pri anglosaški šoli gledališča, improvizacijskega gledališča, pardon, je ta drsenje označevalcev, se pravi, ogromno besedičenja, se pravi, ko govorimo o nekih najnižjih splošnih imenovalcih, tako, ja, to prepoznam, in pa samo šopajo stvari. Tukaj pa v bistvu se material odpre, se pravi, imamo kot fizično gledališče, mimiko, slika, se pravi, odpirajo se neke zadeve do našega nezavednega, ki niso nezavednega, se pravi, ne zgolj očitno prepoznavnega in potem tudi publika se te stvari malo bolj zažrejo v nas, malo bolj pridejo, ker pač komunicirajo na več kot zgolj na najbolj plitki ravni. In seveda, kar pride do tega je, ker v bistvu oni izhajajo iz sebe, potem pride do tega mostu, se pravi, da namesto, da bi se mi poenotili na nekem skupnem pomenu, zdaj tle je nek pomen in zdaj se moramo vsi s tem strinjati ali pa ne, ali pa karkoli, je pravzaprav kontra, tega se sploh ne gremo. Ampak, ker sem jaz živim v neki situaciji in me zadevajo določeni družbeni problemi, se pravi, kaj so se pogovarjali veliko
o feminizmu, o LGBT situaciji, ker namreč eden od 7 performerjev bi imel, ne vem, če bi bili homofoben, ampak malo imel to smer, ampak oni so se odločili to potem na odru razpocali. Kar je bilo, se pravi, zelo iskreno, ker oni so pač na odru se butnili med sabo. Mislim, danes, ker sem malo posvete gledal, pa mi ker sem samo naježil. Se pravi, da se gre za to, da če mene nekaj osebno zadeva, potem tudi publiko računaš, da ker živimo v isti družbeni situaciji, nas bo zadevalo isto, kar pridemo v bistvu nazaj na one ideje pač od The Compass Theatre. Okay. Aha, in potem še ena stvar, ki pa je znotraj vsega tega, je pa igrivost. Se pravi, da znotraj vsega tega toka vse rata, tudi to resnost je prepleteno z izgrivostjo, ki ponudi neko distanco. Tale slika je konkretno, je pa, ko so avstrijsko igralko Trixie vprašali, kaj se ona misli o situaciji v Avstriji, namreč o skrajni desničarski vladi. In je ona začela pač na pol tam tragedijo, jokati se in ostali so se samo začeli zabijati zadnjo steno in se zabijali nekaj časa. Ok, to bo. Aha, ok, to bomo pol. Ok, zdaj pa gremo še v Pod vodo. Pod vodo je pa fiksirana predstava, v bistvu koncert, ki sta je naredila Maja Dekleva-Lapajne in Alenka Marinič istega leta. In ima pač določene sorodnosti, je pa tako, se pravi, tukaj je, zdaj ne spomnim se koliko, ampak tukaj so prav postavljeni komadi, songi, in vmes je samo malo improvizacije. Je pa podobna ta logika osebnega in političnega. Sam prostor je bil zanimiv, to je bil proizveden v Pocket Theatre Studio in oni dve sta dali noter osebne predmete v neko tako situacijo, zdaj nekako se tukaj vidi. To ni zdaj nekaj glasbeno dovršena zadeva, to je zelo tako punk na par akordov, ampak dober. Se pravi, ni bilo jasne delitve na oder in publiko. Malo je bilo črno, black box, malo je bil kar nek stol, se pravi, neka umestno polje med osebnim in tem družbeno prepoznavnim in tudi kot gledalcem je včasih občutek, seveda sem v predstavi in včasih, kada sem pri nekomu doma in smo spet v tem umestnem polju, se pravi, kar pravi, osebno, ampak ne zasebno. Se bom... Ok, gremo kar proti zaključku. Se prav predstava uprizarja, kako je zasebno nemogoče ločiti od družbenega, ker je družbeno že zajeda vse pore osebnega. Zato je umetniška artikulacija zasebnega ključna strategija. Med javnim in osebnim obstaja vrzel za kreativnost, ki je mogoče odkriv, neobremenjen in optimističen odnos do tematike. Se pravi, imamo to umestnost naravne scene, je pa tudi sama struktura kaleidoskopska, se pravi, vsak song je čist neka druga logika, se pravi, od nekih lahkotnih do zelo intimno skoraj bolečih, do satiričnih in se pravi, ta kaleidoskopskost posameznih prizorov spet omogoča vrzeli vmes, omogoča tudi to, da se kot publika lahko rečeš, to pa govori o prekarcih v kulturi, to se mene zadeva, medtem ko nekdo drug je, to govori o kako težko je biti starš z nizkimi prihodki, recimo, tako da tudi publika ima mnogo vstopov, kjer se lahko pripne na zadeve, ki se tiče, se pravi, ne govorimo o nekem subjektu, ki bi se pač poenotil v nekem smislu, ampak ki pač subjekt, ki ga zadeva ogromno nekih tematih problemov in pač na katerega se pač odzoveš. Ključna pozicija predstave je, da se vsi nahajamo v situaciji, kjer osebno do te mere prepleteno z družbenimi režimi, da neproblematična zunanja pozicija ne obstaja. Ni zunanje točke, iz katerega bi lahko izpeljali družbeno kritiko, ni zagotovljene socialne varnosti, ni opore javnih inštitucij. Gledalcem ni na voljo četrta stena, niso jim ponujeni karakteri, s katerimi bi se poistovetili. Avtorice ne podate jasne, jaz vem pozicije, kako vsem shajati. Navdor neoliberalizma, prekariata spolnih in nacionalnih vlog
v področje najbolj intimnega se avtorici odzoveta z ustvarjalnostjo. Se pravi, ravno to stalno šiftanje diskurzov, humor, se pravi humor, ki dela distanco, šiftanje ta žanr, žanr, ti žanr, je kot občutek stalnega premika, se pravi, kot da te to družbeno hoče nekako ukalupati in se dela tako, da je koherentno in je ta igrivost kot ta plavan, ne? Se pravi, predstava je pod vodo, se pravi, potopljeni smo, ampak vsak puš pridemo, dokler migamo, mislim, dokler lahko migamo, smo še živi, no? Tako v nekem tem smislu. Se pravi, da si predstava v svetu brez opornih točk, brez tal pod nogami vzame stalno spreminjanje koordinat in bežino z gledalci kot izhodišče svoje odrske strategije. No, vse to sem rekel. In ravno pač s tem pa tudi v bistvu gledalci pridemo v to, kar se stalno prepoznamo v tem in onem, se tudi mi lahko soočimo svojo situacijo in mogoče preobrazimo, sprostimo ali pripeljemo do očiščenja. A imaš še malo za wrap-up? Nimam. Ne, mislim, sem v bistvu se sam hotel malo navezati na to, kar je bilo prej, se to drugač konc. Ampak, ko ste prej omenili in pri Brechtu in zdaj pri teli, se pravi, kulturi ukinjanja, v bistvu vprašanje normativov, kanonov in tako naprej, in je dal potem to, pač, se pravi, to je spet ena ta stvar, ko se nekaj jemlje kot resno in potem pač humor, oziroma nekaj igrivost lahko pač najde noter nekaj vrzeli. Okay.